jaz sem Dragan Mitić, sem teorijski jedrski fizik, bolje reči bio, zdaj samo pišem poezijo, pa tudi prozo. In če pošteno pa sem bil prav velikim izzivom, ker tokrat moram jezik uporabljati na drugačen način. Ostali so brazgotine ali pa tako zelo močni sledovi tiste bivše dejavnosti, tako da sem sam zase probal iskati razloge, ker sem začutil veliko take neke samo omejevanja in neke samo cenzure in sem napisal eno stvar, ki je zdaj kot moj kredo. Ampak bom v poeziji, tako da bom se naprej poezijo. Ne bom bral, ker sem mi ravno neke želice počelo v čest, tako da boste slišali to, kar imam v glavi. Prepričan sem in tudi sam sebi tako rekel, dajem tako nalogo, da pišem samo takrat, ko imam kaj zapovedati, saj trudim se, da takrat. In prav na ta način, da bi iz vas, ki to naj bi brali, izval občutek lepega. In to sem zelo čuven kredo. Vse, kar napišeš, ostane. Čeprav le s prstom na nebo, kadar ponujaš nam daljno, zvezdo sjajno, neznano, ali urezane v srebro, misli svoje neizlagane. Ali bodo rime zbrane, jih bo razumel le poet, je napisano prelahko, plašno, plitko, krko, metko, tako da smejo se bo svet za verze krivo skovane. Zelo redke in izbrane ponujajo večno slavo. Če le najdeš misel fino, ki ima še moč, globino, ne postavlja na glavo, pustijo, naj dih zastane. In čakaj, da se sonce zgane, zarja s name vse nejasno. Misli, ki so odtavale, znova bodo završale, potihoma, morda plašno, a vrnile se bodo same. Pozabi na vse že znano, tudi če bo zabolelo, hrabro pojdi v daljavo in le bistvu daj veljavo. Kar bo jasno zazvenelo, daj v rimo brižno stkano. Če ti tok besed zastane, vedi, da bo zelo težko. Potrgal boš zadnjo struno, si postrigal zlato runo, izgubil boš vse viteško, ostale ti bodo rane. In na tej trnovi poti, kjer so lahko tudi ranjeni, sem ustrajal in pripravljam danes samo o poeziji in o tem, kar smo veliko od tega, kar v tej pesmi, kar zdaj govorim, smo se dotaknili tudi na tem tečaju, na tej delavnici. In ustrajnost, ali pa morda ta iskrenost, da povem to res, kako čutim na ta način, kar sem prepovedal, je recimo vsaj eno od teh pesmi pripeljal do slovenskega pesmomata, kar si še eno včas, da se saj malo prerivanost, ali ni rešerni, morni, tako. Je pa pesem Ali. Ali te želim dovolj? Tebe, bolj zaželeno kot kaplja vode na usnicah brodolomca. Če ne vidim jasno tvoj skrivni plati poželjenja in koprnjenja. Ali čutim dovolj prefinjeno udarce tvojih stegn, nežnih kot mesečina, a silnejših od vseh plin, ki upravljajo z mori in oceani moške želje neutolažljive in razbijajo tankere polne vina z udarci blodnimi, od čvrste skave grudi, vršičke na brehlih bradavic, ob bedra nepotešena. Ali se ti približujem dovolj nežno na prstih rose? Ali te znam ustaviti ravno prav v kot brez izhoda, če bi krenila v neurje? Ali ti neopazno kuštram lase in pletem iz njih vrvih hotenja, da bi te kot lastna volja zavedno privile k meni? Ali znam tvoje nevihte ukrasti v svoje jadra, jih srb preobrniti v smeh, razsute kristale soli in bolečine, zmleti v sladki prah, začiniti z njim vsak najin tren? Ali znam, ko nam želja usiha, da te prižmem blaženo, dvoj blizu meja mojega sna, vdahnem nekaj novega življenja, prišepnem ponovno ja. In nekaj, kar se pa res direktno tiče te delavnice, pravim, ne morem drugače, ampak kot fizik sem se moral dotakniti tudi drugačnih razlag, ali drugačnih pojmovanj različnih kategorij, med drugim tudi čas, ki je zelo pomembna,
tako kot nek strokovnjak bi moral, lahko bi o tem verjetno tudi cel traktat napisal, ne? Ampak zdaj čas v poeziji, kot se je tudi Zoran podučeval in povedal, ne? Res dobil neke druge smisle in druge poglede in tako. Tako da sem, ja, sedaj, kot pesnik, rekel nekaj temu o vseh časih tega sveta. V nežnem hrepenjenju po tebi, prav zares se mi zdi, da so vse pomladi, vsa poletja, zlate jeseni in zime v srebrnem ivju minevale brez smisla, kot neki daljni sni. Zdi se mi, vsi časi tega sveta sta bila samo hip ali dva, ko si le prišla in mi prišepnila ja. To je kot ne.